Ampak jaz bi vendarle poskušal nekako odgovoriti, ker se mi zdi, da vendarle v Rusiji moramo govoriti odgovorno, razpolagati z dejstvi, tudi z mnenji nasprotne strani in nasprotujoče strani Ani Politkovski. Mogoče bi se dotaknil tega segmenta, ki je povezan z dvema mandatoma predsednika Putina. Vse skozi je v obtožbah Ane Politkovske zelo jasna puščica Filipika na račun obstoječega režima. In vedeti moramo, da je pač z razmahom druge čečenske vojne, da je to obdobje jasno povezano z pohodom na oblast Vladimirja Putina, ki je pač marca letos, lahko rečemo pogojno po nasledstvu, predal predsedniška polnomočja v roke Dmitrija Medvedeva, ki ga Ana Politkovska zelo dobro opisuje tudi v tej knjigi z nekim citatom, ko prepričuje regionalne voditelje, da so volitve v Rusiji pravzaprav nevarnost. Jasno je, da je Ana Politkovska vest Rusije. Jasno je, da poskuša režim v Kremlju zanikati, včasih celo na skrajno ciničen način, vse, kar je zabeležila v teh svojih spontanih zapisih, ne samo iz območja Severnega Kavkaza, pač pa tudi iz območja teh, bom rekel, duš mater vojakov, ki služijo vojaščino v oboroženih silah Ruske federacije. Hkrati pa iz tega intimnega zapisa, ki ga imamo v Sloveniji pač že nekako, se mi zdi, še bolj zaostreni obliki prebrati v izidu knjige pri založbi Sanje. Poprej so učila, izdala knjigo Ane Politkovske v prevodu v slovenski jezik Putinov dnevnik. Mislim, da je tu še bolj zaostreno, še bolj jasno izrisano, kritično nekako zapisano vse ta akumuliran gnev opazovalca, ki sebe šteje pač v krog pripadnikov tega ruskega demokratičnega tabora, ki nenehno pričakuje izboljšave na bolje, pa je potem resigniran in skrajno prizadet, ker se te spremembe pač niso zgodile. In to, kar je kolega Soban govoril o drugi Rusiji, veste, to je konglomerat razno mimobežnih političnih strank in gibanj, ki se ne morejo združiti v smislu rušenja ali pa v smislu povezave zoper enotnega, bi rekel, političnega nasprotnika, ampak se nekako spominjajo na staro rusko zgodbo o Labodu, Raku in pa Ščuki, ki nekako ne zmorejo neke politične kohabitacije za, bi rekel, za nek politični presežek, da bi pač se uprli obstoječemu režimu, ki je tesno povezan, to je pa tudi ena od stalnic v teh zapiskih, z kapitalom, se pravi z temi ruskimi oligarhi, ki so vendarle Jelcina leta 1996 popeljali na oblast, pa so potem, ko se je zamenjala, bi rekel, personalna struktura te oblasti, morali pač bodi si zapustiti državo, bodi si pač priseči zvestobo Vladimirju Putinu. Tako da nenehno imamo opravka z nekim kritično prizadetim pisanjem o teh vseh, bi rekel, relevantnih dnevnih in pa, bom rekel, dogajanjih v ruski politiki, državi, družbi, sistemu skozi neko daljše časovno obdobje. Žal, Ana tega, bom rekel, izida svojega dnevnika ni doživela, ker po moje bi imela še marsikaj zapovedati. Je pa, nekje se mi zdi, ključnega pomena njeno samorefleksivno pisanje, ko govori o tem proti koncu, ali je prestrašena. Govori o dveh možnih scenarijih razvoja Ruske federacije in en od teh je slab, drug je pa malo slabši. Tako da ne pušča, njena duša enostavno ni videla nekega preboja, neke izboljšave, nekega preskoka v neko novo politično stvarnost in tega seveda tudi ni skrivala in o teh stvareh je odkrito pisala. Nažalost je ena od številke ruskih novinarjev, ki so za svoje pisanje, ki so za svojo pripadnost cehu bili pripravljeni
pisati brezkompromisno in odkrito. Ona je ena od več 10 ruskih novinarjev, kajti od leta 2001 do 2007 mislim, da so ubili uradna številka 21 novinarjev. Žal je ona tudi nekako osebno fatalistično, ne vem, ali gre tukaj za neko njeno usodo, ona nekje izreče, da se boji, da ona ne bo dočakala, vendarle je upala Putinovega konca, ne? Ampak da tega preskoka v neke boljše politične struge, bolj transparentne, bolj odgovorne, pač nekje zasejala seme dvoma, da pač tega ne bo doživela. Ampak po drugi strani pa moram nekaj povedati, ne? Ob vseh, rečemo, manipulacijah, ob vseh spretnih, krmiljenih, predvolivnih, bi rekel, kupčkanih, kovanju nekih strategij za prenos oblasti, ruski elektorat, ruski volivci so se pač tako odločili, da so zlasti s pomočjo tega političnega bazena, te nomenklature, ki se po novem reče enotna Rusija, pač poskrbeli prvič, da imajo malo ne dvotretjinsko večino v parlamentu, se pravi, da postane to neposreden eksponent, se pravi, nekak vzvod za realizacijo sklepov, ki jih prinese v parlament, v formalno potrditev pač predsednik, ki sedi v Kremlju. In po drugi strani je ta, bi rekel, ruska večina omogočila tudi prenos oblasti iz Vladimira Putina pač na Dmitrija Medvedjeva. In to je pač njihova odločitev in s to odločitvijo se krog Ane Politkovske nikakor in nikoli ni mogel sprijazniti. Vračanje v enopartijski sistem v bistvu. Jaz sem tukaj sam mislil dodati, da konec avgusta je bil v Ingušetiji storjen podoben odmeren umor. V bistvu na las podoben likvidaciji Ane Politkovske, ko so v Nazranu ubili Magomeda Jevljojeva. To je bil novinar in lastnik izjemno odmevne opozicijske internetne strani Ingušetija.ru. Prijatelji so ga svarili, naj ne hodi domov, on se je kljub temu odločil, da se vrne v Ingušetijo. Na letališču so ga čakali specialci, stlačili v avtomobil, strelili v glavo in ga odvrgli pred bolnico. Magomed Jevljojev je bil znan potem, da je takoj potem, ko so na lanskih parlamentarnih volitvah objavili, da je bila udeležba tako rekoč vseh severno-kavkaških republikah blizu 100-odstotna, v Ingušetiji konkretno 98-odstotna, je začel zbirati podpise tistih, ki niso šli na volišča. In se je izkazalo, da je bila udeležba v bistvu nižja od 50%, če ne celo manj, ker vsi se niso podpisali, ki niso šli. In simbolika Ane Politkovske je v bistvu tudi v tem, da je bila ustreljena, ubita na Putinov rojstni dan. To je neverjetno. Seveda jasno, da tega ni naročil Putin, ampak ve se, kdo je v ozadju. Zanimivo je, da je predsednik Putin dolgo molčal o tem. V Rusiji o umoru Ane Politkovske sploh ni hotel govoriti. Izvali so ga šele tuji novinarji na obisku v Dresdnu, v mestu, kjer je nekoč služboval kot agent KGB. Ampak njegovi odgovori so v Rusiji, zlasti med opozicijo, povzročili burne reakcije. Putin je namreč v družbi nemške kanclerke Angele Merkel izjavil, da je umor Ane Politkovske zdajšnji ruski oblasti naredil več škode, kot pa vse njene publikacije skupaj. In njen vpliv na politično življenje v državi, da je bil zanemarljiv, saj da je bila znana samo v novinarskih in pravozaščitnih krogih. Tako je Putin o Ani govoril v Nemčiji. Že naslednji dan po tej izjavi je Oleg Orlov, znan disident in bojevnik za človekove pravice in dolgoletni direktor Memoriala, to funkcijo opravlja še zdaj, izstopil takoj iz Sveta za človekove pravice pri predsedniku Ruske federacije, ki ga vodi Ela Pamfilova. Jelena Bonner, vdova Nobelovca za mir Andreja Saharova, pa je izjavila, da jo izredno moti to, da je Putin preiskavo o umoru obljubil ameriškemu predsedniku in nemški kanclerki, ne pa morebiti mami ali otrokoma Ane Politkovske, njenim kolegom in časopisu Nova Gazeta, kjer je nazadnje delala.
njeni družini sploh ni izrekel sožalja nikoli.